Današnja 19. skupščina Perutnine Ptuj je odločala o pomembnih vprašanjih, tako o spremembi statuta, s katero je bila predlagana sprememba razmerja med kapitalom in delom v nadzornem svetu, ki pa ni bila podprta strani skupščine. Bil pa je izvoljen nov nadzorni svet. Na veliko zadovoljstvo Vseslovenskega združenja malih delničarjev je bil na naš predlog v nadzorni svet izvoljen tudi dr. Borut Bratina, član strokovnega sveta, kar pomeni, da bodo tudi številni manjšinski delničarji v lastniški strukturi na ta način ustrezno odraženi v nadzornem svetu. Hkrati pa gre za kandidata, ki je vsekakor kompetenten in pri svojih odločitvah avtonomen. Prav gotovo bo pripomogel k dobremu delu tudi organa nadzora in upravljanja družbe v prihodnem mandatu. Kaže, da ima družba dobro perspektivo, tudi tekoče poslovanje, ob seveda nekaterih slabitvah in momentih, ki so pripomogli k slabšemu rezultatu in ustvarjeni izgubi v preteklem letu. Predsednik uprave, gospod Glasar, današnja skupščina je potekala relativno mirno. Podeljena je bila razrešnica upravi, nadzornemu svetu, hkrati pa ste kar temeljito predstavili rezultate družbe. V lanskem letu je bilo ustvarjenega skoraj 7 milijonov minusa oziroma izgube, vendar pa ste postregli tudi z nekaterimi bolj obetavnimi in optimističnimi podatki in napovedmi. Morda kaj s tem v zvezi lahko dodate? Ja, hvala lepa. Res je, moram reči, da je skupščina potekala korektno, ne glede na to, da so bile pripravljene nekateri nasprotni predlogi in da je kdo ocenjeval, da bo bolj, bi rekel, vroče na skupščini. Moram reči, da je teklo korektno in tako dalje. Jaz sem skušal res zelo slikovito predstaviti poslovanje Perutnine d.d. in skupine za leto 2012 in seveda prikazal malo razmerje tako v svetu, malo razmere v okolju, v katerih delujemo, in posebej izpostavil, da so v lanskem dogodku tako surovinski skoki silno vplivali na dejavnost, pa na drugi strani seveda vse, kar se je v okolju dogodilo, recesija, nakupne moči, ki so padle, in seveda na ta način moram reči, da sem tudi izpostavil, da je uprava zadovoljna, da je prvič Perutnina dosegla prihodke nekaj več kot 262 milijonov evrov, kar je pomemben prihodek, konsolidiran za našo skupino, in da smo na drugi strani pa vendarle iz poslovanja dosegli zelo dobre rezultate. Torej, iz poslovanja je Perutnina delala v lanskem letu tako na nivoju DD-ja kot na nivoju skupine pomemben dobiček. Še več, mi smo na tem tako imenovanem merljivem indeksu EBITDA dosegli 25 milijonov evrov realizacije v lanskem letu, kar pravzaprav je največ, kar je skupina do sedaj dosegla, in nas na ta način tudi z EBITDA maržo, ki je približno 9,7%, postavlja v sam vrh tovrstnih branž v Evropi in svetu. Torej, to je pomemben podatek. Jaz sem tudi delničarjem postregel za sliko nekaj podatkov, kako ta branža deluje v Evropi in v svetu, in s tem smo seveda res potrdili, da robustnost sistema je velika. Da pa se je dogodilo, da smo pod črto res da imeli okrog 7 milijonov evrov izgube, je pa posledica slabitve, ki smo jo morali napraviti na rovaš delnic Probanke, kjer smo zabeležili nekaj več kot 9 milijonov slabitev, in to je reperkutiralo slabši poslovni rezultat, kar pa seveda pomeni, da je poslovanje bilo korektno, da so pa seveda te slabitve žal poškodovale bilanco do take stopnje, da smo prvič, moram reči, v 20 letih v Perutnini Ptuj beležili negativni predznak pred poslovanjem, vendar še enkrat to ni bilo posledica poslovanja, to je bila posledica slabitve naložbe v delnice Probanke, ki pa, moram reči, smo jo res radikalno slabili in seveda verjamem, da na ta način relativno tudi očistili bilanco tovrstnih efektov v naslednjem obdobju. Odgovorili ste tudi na kar nekaj vprašanj delničarjev, nekatera so bila vezana tudi na to, kar omenjate.
ali se pričakujejo morebitne dodatne slabitve oziroma kako v perspektivi vidite rezultat in samo poslovanje družbe, ki, kot ste navedli, sicer v kontekstu tekočega poslovanja vendarle posluje dobro. Ja, jaz sem seveda dal nekaj iztočnic, pomembno je pa še to, da sem zdaj tudi novinarjem povedal, da je poslovanje prvih 5 mesecev letošnjega leta zelo dobro, pravzaprav tako, kot ga ne beležimo že vrsto let, kajti za našo dejavnost, za perutninarstvo je značilno, da prve 3 oziroma 4 mesece poslujemo relativno slabo, zaradi nekaterih dejstev okoljskih, konzumskih navad in še česa. In letos prvič, da smo res v prvih 3 mesecih beležili že pozitivni rezultat in da seveda tudi v prvih 5 mesecih beležimo pozitivni rezultat. Prvič €1 milijon dobička, neto dobička, čistega dobička. Torej, iz tega zornega kota moram reči, da ne glede na to, da so pritiski na cenovne disproporce, na inputu in outputu, torej surovinski miksi se še dražijo, kar sem tudi prikazal na sliki, medtem ko se nakupi pa pritiski na cene artiklov pa seveda jačajo, torej mi smo v nekih določenih škarjah, pa vendarle nam je z proporcom razmerij produktov z dodano vrednostjo in pa commodity proizvodov uspelo vedno bolj vagati v ta del, da imamo vedno več proizvodov z dodano vrednostjo, torej več zaslužimo, torej več z delom istega števila ljudi napravimo več vrednosti in da smo seveda kar res zarezali v zadnjih 3-4 letih intenzivno v stroškovno bazo, torej nižamo svoje stroške, pa vendarle ne na rovaš kakovosti, pa ne na rovaš potrošnika, ampak na to, da optimiramo svoje poslovanje in da nekatere stroške res radikalno brišemo. Torej, jaz sem prepričan, da bomo v letošnjem letu realizirali to, kar smo zastavili. Mi se bomo letos približali zelo globoko 300 milijonom naše realizacije, torej zaenkrat to izredno dobro kaže in to bo seveda prelom ponovnega prihodkovnega dogodka, kajti perutnina ima v svoji napovedi, ki jo imamo do leta 2017 napravljena zelo detaljno in zelo intenzivno, napovedano, da bomo leta 2016 dosegli 300 milijonov evrov prihodka. Torej, mi se bomo letos zelo približali temu in verjamem, če bojo tako kazali kazalci tudi drugo leto že presegli ta prihodek in to seveda brez dvoma za prehransko branžo pomembno, kajti mi se zdaj pa res da postavljamo med, bi rekel zelo enostavno, prvih 20 v Evropi, torej je to že pomemben segment, ki ga pokrivamo za regijo, v kateri smo pravzaprav domicilni ali pa pomembni domači proizvajalec. V tem kontekstu so bila tudi nekatera vprašanja vezana na dokapitalizacijo oziroma prizadevanja družbe, ki so že bila izražena s tem v zvezi, tudi predlogi na skupščinah. Kako je s tem procesom? Je v teku ali je zastal? Ne, proces dokapitalizacije je sicer izredno senzibilen proces, tu je potrebno imeti veliko mero, bi rekel, občutka in včasih se dogodijo nenavadni trenutki. Eno je, da se nam je v danem momentu dogodil v trenutku nesorazmerni ali pa neprijazen časovni dogodek. Mi smo bili zelo blizu nekaterim razgovorom v področju Turčije, lahko rečem. Turčija je v danem trenutku seveda v neki nespecifični situaciji in so seveda ti dogovori pravzaprav postavljeni na led, kajti Turki sami ne vedo, kaj se bo dogodilo. Vendar je naša aktivnost seveda zlasti širše v svetu še zelo intenzivna in mi seveda delamo na procesu, je pa, kot sem še enkrat rekel, zgodba taka, da v danem momentu žal ne morem reči, kdo je ali kdo bo, vendar seveda intenzivnost dela je dovolj velika in aktivnost na strani uprave in svetovalcev je dovolj velika, tako da verjamem, da seveda bomo znali v naslednjih mesecih lastnikom tudi kaj več o tem povedati.
Računate v kontekstu dokapitalizacije tudi na manjšinske male delničarje, teh je v lastniški strukturi še vedno precej, bodo dobili možnost sodelovati tudi ukolikor boste našli primernega strateškega partnerja, morebitnem prvem krogu, skratka tudi z svojimi vložki ohraniti delež v lastniški strukturi, ukolikor bi se za to odločili? Z velikim veseljem. Res moram reči, da bomo mi seveda vse napravili to, da bi obstoječi delničarji lahko in seveda bi bili zelo zadovoljni, da bodo sodelovali v tem procesu, kajti mi še vedno menimo, da lastniška struktura, ki je ugodna za ta prostor in seveda pogojuje, da je to slovenska družba, je seveda samo dobro za prostor in dobro za naše delovanje. S tem v zvezi morda lahko izrazim tudi zadovoljstvo. Na tokratni skupščini je bil izvoljen nov nadzorni svet. Tokrat je tudi na predlog Vseslovenskega združenja malih delničarjev bil predlagan dr. Borut Bratina kot nekako reprezentant, tisti, ki odraža lahko tudi ta delež v lastniški strukturi, torej manjšinskih delničarjev. Takšen predlog je bil predlagan že v postopku preko nominacijskega odbora in tudi potem strani nadzornega sveta, danes na skupščini podprt. Hkrati pa je bil zavrnjen predlog, ki je bil potem na sami skupščini podan strani kapitalske družbe Modre zavarovalnice in društva MDS, torej zopet je na sami skupščini bilo moč prejeti nasprotni predlog, ki ga navkljub zbiranju pooblastil prej žal nismo poznali. Hkrati pa je, seveda, kar je v tem kontekstu precej pomembno, skupščina tudi zavrnila predlog po spremembi statuta na podlagi zahteve za širitev dnevnega reda, s čimer bi se razmerje med predstavniki delavcev, dela in kapitala v nadzornem svetu spremenil. Kako komentirate? Res oboje imate absolutno prav. Sprememba statuta ni naletela na odobravanje. Jaz sem posebej še zadovoljen tudi strani pomembnega lastnika, to je Perutninarske zadruge, ki je izkazala tudi svojo, bi rekel, res odgovorno zavezo, da upošteva, da so zaposleni v Perutnini Ptuj tudi tako pomembni kot zadružnik in da so temelj seveda delovanja te družbe. In dikcija, da ostanejo predstavniki kapitala in predstavniki zaposlenih v enakem razmerju, se zdi upravi korektna in dobra in ima tudi dobre izkušnje in sem prepričan, da z tako imenovanim nadzornim svetom, kot je ta, ki je danes bil imenovan, bo seveda profesionalno delati zadovoljstvo in koristno. Posebej še moram reči pa to, da je iz strani predstavnikov VZMD-ja bil dr. Bratina predstavljen kot član nadzornega sveta, tudi dobil izredno visoko podporo, torej pomeni na eni strani, da imajo zdaj res predstavniki malih delničarjev svojega zastopnika, na drugi strani se mi pa zdi zelo koristno, da je nekdo kot neutralen strokovnjak v nadzornem svetu, ki mogoče včasih z nekoliko drugačnim gledanjem gleda na delovanje te družbe in se mi zdi, da je to koristno in da bo to v razvoju družbe seveda lahko pozitivno prispevalo. In moram reči, sem tudi zadovoljen, da večina delničarjev res to zelo podprlo in na ta način seveda izkazalo, da je takšna rešitev za dobro Perutnine pravzaprav dobra. No, na skupščini je vendarle vsaj deloma presenetila odločitev povezana z posebno revizijo. Okrog tega je bilo tudi na prejšnjih skupščinah kar nekaj govora, besed v kontekstu samega imenovanja posebnega revizorja, potem postopkov pred sodiščem, ki so s tem v zvezi prinesli, da je samo sodišče se opredelilo negativno do revizorja, kot je bil
predlagan do in tudi izbire revizorja. izbran strani komisije nadzornega sveta. No, danes po nasprotnem predlogu nekaterih delničarjev na skupščini ta isti revizor pravzaprav za nasprotnim predlogom imenovan za posebno revizijo, za razliko od siceršnjega predloga, kot so ga podali tudi v kontekstu Kapitalska družba Modra zavarovalnica in društvo MDS, ki so tudi napovedali potem izpodbijanje sklepa o tem, da se namesto njihovega predloga imenuje prav ta revizor, ki je revizijo že opravljal, torej BDO revizija, pri čemer je bila tudi en del predvidenih poslov oziroma tega, kar naj bi bil predmet revizije, tudi umaknen, vezano na nek drug sodni postopek. Lahko s tem v zvezi podate morda malo natančnejša pojasnila? Ja, okrog posebne revizije je kar v zadnjih nekaj letih v Perutnini potekalo nekaj različnih dogodkov. Spomnimo se leta 2011, ko je bila zahteva po posebni reviziji in je skupščina se opredelila, da daje pravico nadzornemu svetu, da na javnem razpisu izbere revizorja, posebnega revizorja. To je tudi napravila, z več kot 88% glasov je bilo to potrjeno. In BDO revizija je opravila leto 2012 posebno revizijo. Jo je predstavila na nadzornem svetu, je predstavila na skupščini, kjer je tudi z 88% glasov bila posebna revizija potrjena. KAT in Društvo malih delničarjev so izpodbijali način izbire posebnega revizorja, kajti ZGD seveda načeloma opredeljuje, da mora skupščina izbrati posebnega revizorja. Torej, sodišče je anuliralo posebno revizijo zaradi tako imenovan neprav formalnega sklepa. Torej, ni se postavljalo v arbitra, ali je revizija bila dobra, ali je revizor bil prav. Torej, samo formalno ni bil izbran. Zato je seveda dikcija nekaterih delničarjev, ki so ta nasprotni predlog dali, da je najbolj racionalno, da BDO opravi ponovno to revizijo, ki je v velikem kontekstu že opravil, da opravi še tisto, kar ni zaradi tega, ker se je časovna determinanta spremenila, in da sledi skupščina temu predlogu delničarjev, ki so predlagali, da se izvzameta pregled Infond Holdinga in Centra naložb, ki sta v sodnem postopku. Torej, dikcija je pravzaprav enaka, kot je bila v letu 2011, samo za to razliko, da je tokrat pa skupščina potrdila, da je BDO posebni revizor. Prej ste navedli, da je KAT, Modra zavarovalnica in Društvo malih delničarjev napovedali izpodbojko. To je seveda legitimna pravica. Mi s tem načeloma nimamo težav. Se nam pa zdi, da bi bilo bistveno bolj racionalno od lastnikov, zlasti nekaterih, ki so drugače glasovali, da bi se seveda raje ukvarjali z bodočim poslom, z tem, kaj Perutnina dejansko počne in kaj bo počela, ne pa z zgodovinskimi beležkami, ki so bili na nek način silno intenzivno že opredeljeni z prej navedeno revizijo, ki lege artis res da ni bila končana, ampak v tem kontekstu moram reči, da me je presenetilo to, da je bila to ena od zelo intenzivnih tem, da je bila ena od zelo intenzivnih tem seveda nadzorni svet, kar je silno pomembno, da pa delničarji niso imeli vprašanja pri moji predstavitvi poslovanja 2012, kaj pa leta 2013. Torej, delničarje ni tako močno zanimala današnji dogodek, kje in kakšna je situacija v Perutnini Ptuj, ampak je zanimajo zgodovinski dogodki. To se mi zdi na nek način škoda in mi je žal, kajti s tem se kaže, da pravzaprav nekdo bolj kot ne z revanšističnimi ukrepi bi rad kopal po neki preteklosti, zgodovini, pa da ga manj res interesira, kaj in kakšna je razvojna pot te Perutnine. Nas, upravo, pa pravzaprav zgodovina malo interesira, ker z njo nijamo si kaj opraviti, zgodovino se lahko ukvarjajo zgodovinarji in računovodje in revizori, mi se ukvarjamo z danes, pa ne pravzaprav, mi se ukvarjamo z jutri, kajti uprava že živi v letu 2014. Torej za nas je tehnično leto 2013 bolj kot nekončano, kajti mi že živimo s vsemi svojimi aktivnosti v naslednjem letu in pravzaprav smo skušali tudi tem trem
predstavnikom lastnikov dopovedati, da revizija je bila opravljena, namen je bil dosežen in da so odprte karte v Perutnini takšne, da se lahko vsak, ki ima resen argument in interes, še enkrat s tem ukvarja tudi na ta način, da sedi z tekočimi revizorji in z upravo, pa vendarle se mi zdi, da je to velik del energije, ki bo izgubljen, kajti gledati poslovanje skupine Perutnina Ptuj za 5 let ni ravno mačji kašelj, to je neverjetno veliko število podatkov in bo do sodelavke in sodelavci silno angažirani, obremenjeni. Na drugi strani pa je seveda to zopet nek neracionalen strošek, ki v danem momentu ni dober, da je, kajti mi se skušamo vsem neracionalnim stroškom odpovedati, tako kot sem prej že navedel, da smo skušali v zadnjih 3-4 letih pravzaprav porezati vse stroške, ki niso krucialno pomembne za delovanje. S tem v zvezi morda vaše mnenje, tudi glede na to, da je BDO revizijo že opravljala, pa da je današnji predlog strani skupine delničarjev bil podan na sami skupščini, pričakujete iz tega naslova morda malo manj pripravljenosti na strani revizijske hiše, da bi se pogajala v ustreznih pogojih takšne revizije, da to ne bi predstavljalo neke neracionalne obremenitve iz tega naslova tudi v cenovnem kontekstu? No, jaz seveda ne znam v tem momentu odgovoriti realno na to vprašanje, bomo pa seveda vse naredili, da bomo z revizijsko hišo uspeli dogovoriti ceno, ki bo razumljena za obe strani. Je morda še kaj, kar bi želeli dodati za gledalce investitorske televizije? No, jaz moram reči, da sem seveda zadovoljen iz tega zornega kota, ker je res iz vaše strani prišel predlog za člana nadzornega sveta za dr. Bratino in da smo tudi s tem, ko se je izvolil na skupščini dr. Bratina kot član nadzornega sveta, pokazali, da seveda imamo korekten in pozitiven odnos do malih delničarjev, da jih spoštujemo, da želimo imeti komunikacijo z njimi in da jim želimo seveda realno in resno pokazati, kaj počnemo v hiši in seveda tako vi kot kdorkoli iz vaše asociacije ste zmeraj dobrodošli v hiši tudi takrat, ko vas kaj zanima, poleg, bi rekel, nekih dogodkov, ki se dogodijo, takšni in drugačni in seveda lahko vplivajo na vaše odnose ali pa gledanje na hišo in seveda smo reči, da si želim, da so vaši člani in da so seveda naši Slovenci pripadniki blagovne znamke Perutnina in pa Poli. No, nekaj informacij, ki smo jih v pogovoru podala, so usmerjene tudi v prihodnost družbe. Seveda si vsi želimo, da bi bilo ta prihodnost uspešna, da bi bila Perutnina pri tem kos zaostrenim razmeram, ki so sicer prisotne v zadnjih letih toliko bolj v našem prostoru. Hkrati kaže vendarle interes tudi delničarjev, zadnja udeležba na skupščini je bila tako rekoč 90-odstotna. Vsem delničarjem je bila ponujena možnost, da sodelujejo tudi preko pooblastil v sklopu organiziranega zbiranja pooblastil, na kar so se tudi odzvali in v tem kontekstu seveda se vam zahvaljujem za ta pogovor in želim uspešno delo tudi vnaprej. Hvala lepa, tudi vam in seveda gremo naprej. Hvala lepa.